drage Evine hčerke. A vas že kaj zanima, kako se bo pot naše posadke odvijala danes? Ja, vsak je pristal na krovu jutranje zarje in z ladje sredi razburkanega morja ni šali človek le težko uideta. Pa poglejmo, kaj jim je morje prineslo danes. Zahtevam pojasnilo, kdaj bomo predvidoma dosegli obalo. Hočem proč od zivajočih bark in od urnega vonja po smrdečem morju. Kaj naj počnemo tej ubogi lupinici, ki ne premore niti salona, niti interneta, celo ležalnikov ne premore? Lahko bi imeli vsaj zalogo lekadolov in aspirinov, s katerimi bi se človek omilil to presneto morsko bolezen. Če si še ne more privoščiti obilnega zajtrka v ladijski kuhinji. Pa sta prepričana letala v sorodu z vama, no? Če pa česa ne prenesel, so to odurne, cvileči, mišje gmote! Včeraj sem ti za voljo Edmunda Lučke prizanesel, da sva bila že drugič poteptana moja čast. Izvleci meč, Adamov sin in previdno izveli svoje zadnje besede. Vsa posadka na palubo! Dviga se nam viha! Merdajte, puskane morske! Kje imate pogušni? Oni samo plači pan! Trinjak, zabilo pute z deskami! Lepici, pojdi v kuhinjo pogasit ogenj! Posadka, spustite jadra! Edmund, pomagaj mi obdržati nebilo! Lučka, črpaj vodo! Zdaj bomo še dajmo, vsi stopimo skupaj, ljubimo se vihar! Ostaki, pojdi kuhinjo, pa se igra! Vihar je bil silovnik, Mark je zdivala sem trpja, slišala se je Posadka se je upotekala na polkih treh ladij. Vsi so se na vso moč trudili, da bi se rešili pogume. Zvivali so vodo iz palube, zabijali odprtine z deskami, pomembne predmete pospravili na nevarno. Vsi so se trudili po svojih najboljših močeh. Vsi! Ne statne! On se vsem motal pod nogami in ni bil za nobeno rabo. Napusnec se je utrujeno splazil na rob barke, se tam zlil v klopčič ter čakal, da neurje mine. Vihar se je res polegel. Veter pa je barko pripeljal do neznane obale. Pozor, pristajamo! Mečem sidro! Da pa še moramo, da more počakati. Komaj smo se obdržali na površju. Če ne bi res delali kot eden, nam ne bi uspelo. Ampak pogledajte barko, povsem je razbita. Potrebna je temeljitega popravila. Ja, če ne štejemo zraven tiste zgage Eustahija. Neprestalno se nam je moto pod nogami, sedaj, ko pa ga bi potrebovali, ga pa ni nikjer.
Najbolje bo, da se lotimo delo. S tistem Eustahijem ali pa brez njega si tek ni za nobeno rabo. Lotimo se! Tisto na pol podrto lupinico, ker sami naj jo popravljajo. Zakaj bi si sploh želel njihove družbe? Tisti napihnjeni Kaspijan, ki kar naprej deli ukaze. Pa Lučka in Edmund, kralj in kraljica, pa ja, dva navadna razvajena smrkavca. Pridemo do najbližjega mesta, bom poiskal prvo odvetniško pisarno in tožil vse po vrsti. Tisto odurno cvilečo mišjo kvoto bom poslal v najbližje zavetišče za živali. Ste ga videli? Zgaga med viharjem na ladi, pred popravili pa bi rajši kar bežal. Ampak, drage Evine hčerke, nadamo sinovi, naši stati še ne ve, da se njegova zgodba na tem mestu šele dobro začenja. Tina! Če me notri čaka kakšna nekaj razver, če me najde in me silo odreča popravlja tisto barko, ne, že rajši se. Wow! Koliko zlata! Tole prinesem domov, pa bom živel kot kralj! Nekdo potrebuje prijatelje, pa tisti njihov veliki aslan. Denar lahko kupi vse, vendar tukaj lahko malce zadremljam in počakam, da opravijo delo na mesto mene. Potem pa se vrnem. Bogat, cenjen in spoštovan. Eustahi ni še nikoli občutil pomena skupnosti, dela, sanja in veselja, ki ga lahko občuti z drugimi. Zaklad, ki ga je našel, ga je popolnoma zapeljal. Drugi se mu niso zdeli več pomembni. Zanimala so ga samo še denar in ugled. Ampak moji sinovi in Evine hčerke, a vi sploh veste, kaj se velikokrat v pravljicah zgodi z ljudmi, ki imajo tako pohlepne misli in tako pohlepna srca? Ja, spremenijo se v zmaje! Tako je tudi Eustahi s pohlepnimi zmajskimi mislimi zaspal na pozabljenem zmajskem zakladu, ter se spremenil v zmaja. Joj! Gorje meni! Zmaj sem postal! Le kaj bosta rekla mami in oči? In kaj se bo zgodilo z mano? Kaj, če me tisti njihov Kaspijan ne bo želel na krov? Kaj, če me bodo pustili kar tu, na tem samotnem otoku? Vendar, tako ne more ostati. Nič, vrnem se nazaj. Če me pa ne bodo želeli na krov, jim lahko s svojim ognjem še vedno zažgem tisto njihovo lupinico. Počakajte! Zdaj je samo žalosten zmaj. Prav gotovo je ranjen, ko tako stoka.
Stahki. Skakaj, poženi! Dokler se nekaj ne uredi, boš videl vse, poženi. Sicer si bil res zgaga, vendar mislim, da bi bila tudi Aslanova želja, da bi sprejeli nazaj Medse. Sicer ne vem, kako bomo s tako mrcino pluli po morju, pa kako te bomo pucali, pa kam se boš podelal, ampak bomo že nekako. Kaspijan, daj, pomagaj mi ga rešiti vsaj te zapestnice. Saj se človek, hočem reči zmaj, še premikati ne more. Stahki je danes prvič občutil moč skupnosti. Skupnosti, ki sprejema in ljubi ne glede na napake. Jutri pa je Stahija čaka še močnejše spoznanje. Čaka ga dan, ki ga zlepa ne bo pozabil. Počakajte, pa boste videli. Ja, še rekel.